Sonce in zvezde. Tako drugi del projekta Ključ, kot je bilo vidno na začetku. Sonce in zvezde, se pravi univerzum, vesolje. In kdor se poglobi v proučevanje nekdanjih svetišč, prasvetišč in tistih dobrih svetišč, ki niso manipulirala oziroma kjer je šlo za kulte in vere in ne manipulativne religije, vidi, da so vselej upodabljali kot tisto, v kar se naj veruje, naravo in vesolje. In to se je v cerkvah ohranilo do današnjih dni, s tem, da, kot rečeno, sistem je okužen. Sistem je okužen z ljudmi, ki se zavedajo pomembnosti tega sistema in učinkovitosti in ga seveda zlorabljajo za svojo korist, privilegije in lepo dejansko življenje v zlatu, če se tako izrazimo. V tem videu sem tudi pokazal ključ, ki je tam na rdeči zavesi, na rdečih vratih. In ko se tudi v tem kontekstu križa poglobimo in potujemo skozi čas nazaj, skozi civilizacije, je vse križ simboliziral ta ključ do sonca. Sonce pa, če kar poenostavljeno povemo, v tej naši galaksiji Boga, se pravi, ključ do Boga je križ. In dostikrat se v tem času našem ljudje odvračajo od križa. Prvič, ker je zelo primitivno upodobljen, ni tisti res pravi ključarski križ. Drugič pa, ker je vse preveč prikazovan Jezusova smrt na križu in potem seveda ljudje tega ne želijo gledati, ker kdo pa uživa ob pogledu na truplo oziroma na umirajočega človeka, iz katerega teče kri in visi na križu. Kdo si lahko na podlagi takšnega prizora potem misli, da je pa to ključ do nekih višjih dimenzij, se pravi duhovnih. In na tem področju je treba biti zelo, zelo natančen in zelo korekten v opisovanju, ker, kot sem že opisal v enem izmed predhodnih videov, in to bom v prihodnjih dneh spet primitrejo na Ptuju, tako kot imamo na fizični, materialni ravni sončne celice, da iz sončne svetlobe proizvedemo elektriko, so ti ključi kot simboli, ponavadi so na njih lahko tudi kristali oziroma posebne forme oziroma tudi posebni materiali. Ti ključi dejansko aktivirajo v nas tiste senzorje, da lahko iz te energije, ki iz sonca prihaja in na materialni ravni tvori elektriko, dejansko tvorijo spiritualne energije. Zdaj, za vse skeptike dejstvo je, kdor se ukvarja s temi zadevami, jih proučuje in predvsem, kdor opazuje živali, mu je jasno, da poteka komunikacija tudi na duhovni, energetski ravni. Če bi lahko tako rekli, spet bom poudaril poenostavljeno, lahko tisti, ki dosti časa za živalmi preživi, vidi, da se sporazumevajo dobesedno telepatsko, bodi se med seboj, bodi si s človekom oziroma skrbnikom. Se pravi, ključ na fizični ravni za sončno energijo so celice, pridelamo konkretno elektriko, nihče od nas ne dvomi v elektriko, vsak jo vidi, jo čuti, jo uporablja. Z bolj sofisticiranimi elementi pa se iz te svetlobe pretvori, potem transformira spiritualna energija. In to pa je sedaj eno področje, ki jaz celo smatram, ga je treba do te mere raziskati in predstaviti, da ljudje, ki so pač zaradi nečednosti verskih institucij skeptični, upravičeno, zgubijo dvome in pričnejo čisto logično dojemati, da
dejansko res svet ne obstaja samo na materialni bazi in da bomo videli, kaj je o tem dejal Nikola Tesla, pa se sedaj sprehodimo v njegovo rojstno hišo in jaz na zaključku tega drugega dela videa rečem, če so taki geniji kot je Tesla, pa Goethe o nekih stvareh, ki jih mi danes več ne dojamemo, govorili in glede na to, da pogledamo, kaj so v življenju ustvarili, pod kakimi pogoji, potem je jasno, da te stvari obstajajo. Včasih je tudi dobro nekatere čist samoumevnosti enostavno povzeti oziroma brez pretirane skepse, ker mi kot civilizacija, ki smo v nekaj desetletjih po drugi svetovni vojni planet praktično uničili, nimamo glih nekega manevrskega prostora, še manj pa privilegija, da bi lahko kakršnekoli dvome v naravne sile izražali, ki so na pravilen način predstavljene, ko so se razume. Ne, tu ne govorimo o brezmadežnih spočetjih, pa vstajanjih z groba in podobnih izmišljotinah, ampak konkretnih zadevah. Če se ti postaviš na sonce, se v tvojem telesu nekaj zgodi. Na materialni in na spiritualnem nivoju. To je čisto logično in treba bo dejansko odpreti neka vrata v glavah in živeti z mnogo bolj intenzivno in dojeto stopnjo duhovnosti. Sodobni človek zanemarja duhovnost, to je ustvaril problem, ki ga je ustvaril, se pravi skorajšnje uničenje planeta.